Postati bi morala poligamistka, ker boš tako zaslužila več denarja. Da, to je dejansko resnica v Združenem kraljestvu. Tvoj denar iz davkov gre za podporo moškim, ki imajo več žena. Zdaj mi ni treba razlagati, koliko težav je s tem, še posebej glede na to, da je poligamija nezakonita, pa tudi zato, ker tvoj težko prisluženi denar ne bi smel iti moškemu, ki se je odločil zlorabljati ne samo ene ženske, ampak kar 4. O tem moramo govoriti, ker to postaja izjemno sporno. Presenečena boš, ko izveš, da denar davkoplačevalcev pomeni, da gredo socialni prejemki moškim, ki se poročijo z več ženami. Ne, to ni pretiravanje. Poligamija je tukaj v Združenem kraljestvu nezakonita. Če pa si se poročil s 4 ženami v tujini in se nato preselil sem, lahko prejemaš do 78.000 funtov socialnih prejemkov, ki jih plačujejo britanski davkoplačevalci. To je absurdno in popolnoma narobe. Že smo povedali, da bomo prenehali dajati socialne prejemke tujim državljanom. Danes napovedujemo, da bomo ustavili socialne prejemke za več zakoncev. Naš socialni sistem ne more biti bankomat za ves svet in ne bi smel podpirati poligamnih zvez. Mislim, ja, če pomisliš, če si nekdo, ki ima 4 žene, kaj to pove o tebi? No, že veš, kaj to pomeni. In razmišljaš pri sebi, veš kaj, kam naj grem? Morda se odločiš iti v državo, ki ti bo za to popolnoma ogabno dejanje in vedenje plačala veliko denarja. In kakšno presenečenje, to je Velika Britanija. Zdaj, resnično želim govoriti o tem, ker me moti dejstvo, da še vedno plačuješ ogromno davkov v državi, ki je uspešno ustvarila takšno luknjo v zakonu, ne da bi ti to sploh vedel. To me moti, ker verjamem, da bi moralo biti veliko več transparentnosti glede naših davčnih prispevkov. Vedno, če bomo vladi dajali toliko težko prisluženega denarja, bi morala vlada vsaj povedati, kam ta denar gre in nam omogočiti, da imamo pri tem vsaj malo besede. Se ti ne zdi? Mislim, da je to precej preprosto. Ko daješ davčno napoved, bi lahko dobil nek dokument, ki pove, kam si pripravljen, da gre tvoj denar. In vlada bi lahko izbrala 3 od 10 mest, ki jih označiš kot tista, kamor bi razporedili tvoj denar. Ampak ne. Ne samo, da nimamo besede pri tem, zdaj celo financiramo ljudi, ki prihajajo, da uničijo naše družbe. Morda govorim očitno, ampak moški, ki se je poročil s 4 ženskami, ni moški, ki bi se lepo vključeval v britansko kulturo. Kaj ne, prijatelji? Ne, ni. In veste, da je to res. Ne potrebujete mene, da vam to povem. Poslušajmo to. Poligamija je v Združenem kraljestvu nezakonita, ampak goljufanje britanskih davkoplačevalcev s tem, da imaš več žena na socialni podpori? No, to je očitno povsem v redu. Muslimanske družine zaobidejo zakone Združenega kraljestva tako, da se poročijo z več ženami v tujini, kjer je to dovoljeno, nato pa se preprosto vrnejo v Združeno kraljestvo in zahtevajo socialno podporo za vsako izmed njih. In s tem lahko muslimanski moški s 4 ženami prejme do 78.000 funtov letno v socialnih prejemkih, kar je več kot 2-krat toliko, kot povprečno britansko gospodinjstvo zasluži v enem letu po plačilu davkov. Odvratno. Seveda je to najbolj pretirano število, ki so ga lahko našli, ker želijo, da so ljudje šokirani in zgroženi. In verjetno ta znesek sploh ni pravilen. A dejstvo, da lahko kakršenkoli znesek prejme moški, ki se je odločil poročiti s 4 ženskami zunaj Združenega kraljestva in nato priti nazaj ali prispeti v Združeno kraljestvo, samo kaže, kako globoko pokvarjen je ta celoten sistem v tem trenutku. Zdi se torej, da muslimani nočejo živeti po britanskih zakonih, so pa popolnoma zadovoljni, da živijo na račun britanskih davkoplačevalcev. Tako je vedno. Nimajo nobenega interesa za asimilacijo in učenje iz različnih stvari, ki jih lahko ponudimo. Namesto tega jih veliko bolj zanima, da nam na kakršenkoli način kaj vzamejo. Zdaj, za tiste med vami, ki pravite, da poligamija res ni velika stvar, pogovorimo se malo o teh statističnih podatkih o tem. Nekdanja doktorska študentka inženirstva na Univerzi Cambridge, Nabila Phillips, je opustila študij, da bi postala druga žena londonskega poslovneža Hasana Phillipsa v neuradni islamski poligamni zvezi. Hasan je kasneje vzel tudi 3. ženo. V Veliki Britaniji bi lahko bilo celo do 20.000 neuradnih poligamnih muslimanskih zakonskih zvez, čeprav je bigamija po britanski zakonodaji nezakonita. 20.000 neuradnih poligamnih muslimanskih zakonskih zvez. Zdaj imajo muslimanski moški po 20 žena, vsak zaradi poligamije.
Kar morate razumeti je, da to ni le taktika za krajo davkoplačevalskega denarja. To je tudi taktika za to, da prevzamejo nadzor. Vidite, niso jih zanimale prihod z množico in množico priseljencev. Če se poročiš z veliko ženskami, lahko imaš veliko otrok, prijatelji moji. Veliko otrok. In če imaš veliko otrok, uganite, kaj se zgodi. Lahko hitreje prevzameš nadzor. Tako plačujete davke, da financirate te moške, ki ne verjamejo v vašo družbo, da se lahko poročijo z dovolj ženskami in prevzamejo vašo družbo. Rekla bi, da bi nas to moralo precej razjeziti. Ko sva ugotovili, da bo ta oddaja postala najina zaposlitev za polni delovni čas, sva razumeli, da bova potrebovali sponzorje. Ampak bila sem odločna, da bova oglaševali samo stvari, ki so dobre za najine sledilce. Iskali sva podjetja, ki bodo dejansko izboljšala vaše življenje. In Chapter je bila ena najinih prvih izbir. Ne potrebujete mene, da vam povem, da je Medicare problematičen in drag. In to me zelo moti, ampak prav zato obstaja Chapter. In prosim, povejte mi, da ste jih začeli uporabljati, ker vam pomagajo izbrati načrt, ki je dejansko smiseln za vas in ne načrta, ki koristi svetovalcem. Uporabniki v povprečju prihranijo več kot $1100. Njihov klic je brezplačen. Traja približno 20 minut in vam ali vašim bližnjim lahko prihrani veliko denarja in stresa. Zato pokličite Chapter na številko 610 680 37. To je 610 680 37. In že ko ste pri tem, podprite pushback. Zdaj, če mi boste rekli, Mejrak, to se v resnici ne dogaja. Zakaj pretiravaš? Zakaj ne poslušaš, kaj imajo povedati? Poligamija je bila v Arabiji prisotna že pred islamom, vendar brez omejitev glede števila žena. Islam jo je omejil na 4. Ko se moški poroči z več kot eno ženo, se to imenuje poliginija. Sam. Prid na sestanek. Poligamija ali poligamija? Poligamija ali poligamija? Kdo ve, je to dekle ali je to fant? Dolgo časa. Dolgo se niso videla, lepo te je srečati. Tudi tebe. In to je tvoja žena? Mašala. Dobro. Sprašujem se, ali ima sploh kakšno predstavo, kako ona izgleda, ker jaz je nimam. Kaj je glavni razlog, da želiš iti iskat drugo ženo? Ni nobenega razloga, razen če se pojavi nekdo. Ja, če nekdo prebere eno od knjig od Boga, ne glede na to, ali govorimo o Bibliji ali Koranu, je tam popolnoma jasno, da je to dovoljeno. In vedno je bilo dovoljeno, ko bereš Biblijo. Dovoljeno je. Ali ni lepo od njega, da ji dovoljuje govoriti? Ne da bi videl, kdo govori, ampak samo, da ji dovoli govoriti. Lahko bi ji dal tablo. Ampak tukaj ima zelo čudovitega moža, ki jo samo pokriva. Ampak v resnici, ko je prišlo to navodilo, je moralo veliko moških dejansko se ločati od več žena. In veliko ljudi misli, zakaj si srečna zaradi tega. Ker moški lahko ima ženo in karkoli. Kaj pa ti dobiš iz tega? Ampak zame to nima nobene zveze s tem, da bi komu pomagala ali kaj podobnega. Ker ne potrebujem nobene pomoči, ne potrebujem ničesar. Srečna sem takšna, kot smo. Ampak glavna stvar je, da želim obuditi nekaj, kar izginja. Želim slediti islamu, to je moje mnenje. In če imajo s tem težavo, pa se imajo za muslimane, imajo v sebi protislovje. Vsi pridejo s svojimi osebnostmi, človek. Vsi pridejo s svojimi osebnostmi. In najdete nekoga. Mislim, ne da bi sploh vedeli, kaj se dogaja za zaprtimi vrati, ampak to bi bil zelo strašljiv moški, proti kateremu bi karkoli rekel, kaj ne? Tako da, ko mi je mož na začetku povedal o poliginiji, sem si mislila, ja, temu moškemu lahko zaupam. In to je bil razlog, da sem ga še bolj želela poročiti. Vem, da se morda sliši neumno, veš, če pomisliš, da si želi poliginije, ampak v resnici to zveni kot zloraba. Ne zveni neumno, zveni kot zloraba. Zveni, kot da te ta moški zlorablja in da si bila prisiljena v določene izjave, da pojasniš, kako si tako navdušena nad tem, ker nobena normalna ženska ni v resnici navdušena nad tem, da bi v svoj zakon pripeljala še eno žensko. to je tisti del, ki me je še bolj pritegnil, ker sem si mislila, veš kaj, če lahko ta moški to prizna že na začetku, potem nimam razloga za skrb. Tako huda je zloraba, da je pripravljena dejansko reči: ne, zato sem se zaljubila van, ker je to tisto, kar si on želi. Jaz. Jaz sem se zaljubila van zaradi tega. To je tisto, kar si želim. To je tisto, kar si želim. In ne mislim, da je pretiravanje reči, da te ljudje res želijo to prinesti skupaj z šeriatskim pravom naše družbe. To je dejansko tisto, kar si želijo. Soseska v Minneapolisu. Se počutiš bolj udobno? To ni samo problem Združenega kraljestva, to je ameriški problem. In tega ne bom nehala ponavljati do konca sveta. To je problem za vse, ki verjamejo v kakršnokoli svobodo zunaj šeriatskega prava. Prihajajo po nas. Se počutiš bolj udobno živeti po ameriški zakonodaji ali ti je bolj udobno živeti po šeriatskem pravu? Šeriatsko pravo. Sem musliman, raj imam šeriatsko pravo. Šeriatsko pravo... Da.
Raje imate šeriatsko pravo kot ameriško pravo. Seveda, ja. Evo, prijatelji, ti ljudje bi raje imeli možnost poročiti se s 4 ženami, kot pa početi to, kar počnemo mi. Resnično ljubiti in skrbeti za eno osebo, s katero smo poročeni. To se dogaja, to se trenutno dogaja. Davkoplačevalci v Združenem kraljestvu to plačujejo. To čaka Ameriko, če ne bo ukrepala. In iskreno, tudi Združeno kraljestvo, če ne bo ukrepalo. Ker ljudje, upirajte se, uprite se, ustavite to. Ni vam treba plačevati za invazijo. Se že dogaja. Ne financirajte je. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.